Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas ponovno inspiriramo za zgodbo človeka, ki dela to, kar ga veseli in to dela res s srcem in na tak način v bistvu izboljšuje svet. Z mano je frontman skupine Siddharta, Tomi Meglič. Zdravo. Povej mi, Tomi, kako se počutiš zdaj, ko se je spet vse skupaj počasi začelo? Čutiš to kot nek nov začetek ali se pri tebi skozi dogaja? Je nek nov začetek, seveda, in hkrati se skozi dogaja. Pravzaprav je v glasbi tako, da lahko mi imamo to možnost, da ustvarjamo tudi, ko nas zaklenejo. Kar je na nek način čudovito, ne privoščim pa ostalim, ki te možnosti nimajo. Ne. Edino, kar je pa glasba in umetnost nasploh, se mi zdi, sploh rock and roll, no, da se nismo mogli družiti vmes. Tako da, kar se tega tiče, je nov začetek. Si imel kakšne samoanalize v tem času, ki so prinesle neke rezultate? Pravzaprav, če sem iskren, nič. Ne? Kar je tudi nekaj novega, najbrž. Ja, je nekaj novega, ampak nič takega, kar ne bi prej, o čemer ne bi prej razmišljal. No? Se pravi, da moje življenje ni povezano s tem, ali nas zaklenejo ali ne, vsaj kar se tiče mojih misli. In v trenutkih, ko smo bili pač primorani biti doma, sem se ukvarjal več s svojimi otroci, kar je prav, s sabo, z ljudmi, ki so mi bili blizu, ne toliko pa najbrž z samo muziko. Če sem čisto iskren, nisem prav veliko igral kitare, medtem nisem prav veliko ustvarjal, razmišljal pa ogromno in se mi zdi, da bom s časoma, ko bo šlo to mimo, vse to, ko sem ponotranil, potem dal ven preko muzike in preko besedil in tako. Ti si eden redkih, se mi zdi, ljudi, ki si res dober vzor za to, da se da ostati samosvoj kljub sistemu, v katerem živimo. Samosvoj, jaz pričakujem, da smo vsi kar malček samosvoji, zato smo zanimivi, a ne? Tudi jaz, ne glede na to, da sem samosvoj, se podrejam določenim stvarem, ki se mi zdi, da je dobro za našo skupnost, a ne? Nisem nalašč nek upornik brez razloga za to, da bi pač samo uveljavil svoje mnenje, to ne. Mogoče samosvoje pa samo zato, ker res ljubim to, kar počnem in se mi zdi, ne glede na to, da sem hodil v šolo, ki mi je bila všeč in da sem med tem, ko sem hodil v šolo, najdel te stvari, ki so mi zdaj blizu in se s temi ukvarjam. In pričakujem tudi od ostalih, ki prihajajo za nami, da bojo tako samosvoji, seveda še zmeraj družbeno zavestni, ampak samosvoji, da dajo svoje ideje ven, ker jaz sem ugotovil, da imam dobre ideje, ne pa vseh. No. Tvoja besedila, tvoje ustvarjanje je en zelo lep contribution, no, svetu. In si kdaj razmišljal o tem? To je popolnoma nekaj preseneti. Se pravi, strahovi so tisto neznano. Ampak v bistvu, ko ti stopiš na oder, si seveda videti zelo suveren, si zelo v elementu. Je to, bi rekel, čisto en drugi svet, je to nek mehurček, seveda povezan sicer s publiko, ampak je to en poseben moment v človekovem življenju, v življenju artista, v katerem vsi strahovi izginejo? Je. Ne zginejo vsi strahovi, daleč od tega, novi nastanejo, eni izginejo, drugi pridejo. Ne? Je. Jaz nisem, se mi zdi, kot po naravi nek nastopač in mi ta v bistvu vloga biti kot frontman mi ni pisana na kožo, ne? Ampak se mi je zdelo pa na koncu, ravno če imam možnost tega mehurčka, da se lahko izrazim oziroma predstavim svoje misli drugače, kot če me samo poslušajo prek radia ali CD-jev, MP3-jev. Nisem pa v osnovi tisti, ki bi rad stopal, tudi če gremo na žurke, jaz nisem
domala v srednji del zabave. No. Nikoli nisem rad bil, mogoče tudi to, da sem pri Siddharti, moram biti, da je prišlo do tega, da sem od spredja, ne. Sem se navadil, mi je fajn, ker imam tudi fante za sabo, ki pač to razumem. Tudi to je bil na začetku en strah, nelagodje. Ampak drugače zaenkrat še nisem izumil, kako bi lahko drugače posredoval muziko z našo prisotnostjo, kot da smo pač na odru. V tebi je ta drive, ne? Da si želiš v bistvu dati ljudem in potem greš tudi preko vseh teh nelagodij in se splača v bistvu. Ja, pravzaprav želim sebe zadovoljiti in to je nek način, kjer potem lahko posredujem ostalim ljudem, ki se mi zdi, da so zelo podobno ali pa isto misleči. In se imamo potem dobro, ne. Tudi v težkih trenutkih se imamo dobro. Nimam potrebe potem, samo želim si, da ne vem, marsikdo zna marsikatero stvar, ampak ko se nekako združimo, je ta stvar več vredna. Tako se mi zdi, kot da na koncu, kot da bi rekel, šport, ki ga neizmerno cenim, če ni opazovalcev publike, je ta šport malo da ne nič vreden. Ne? Tako je isto z muziko in z umetnostjo. Zdaj moramo dati ven iz sebe, upajoč, da še koga navdušimo in da to pozitivo damo ven. Ne? Se mi zdi, da vseeno vsak umetnik, čeprav iz sebe gre in dela za sebe, na koncu vseeno rabimo vsi nek feedback sveta. Ne? Seveda. Ja. Ja, si kdaj na tej poti, ker pač Siddharta je zelo v bistvu lepo tako uspevala in je en najmočnejših bendov slovenske zgodovine, že več kot 25 let na sceni. Si ti kdaj pri sebi imel kakršnikoli dvom, da to ni prava pot, da bi bilo boljše, če bi kaj drugega počel v življenju? Ne, na to vprašanje bom rekel prav strogo ne. Predtem sem imel, predtem bi raje bil, zato ker ne bi bilo potrebno biti na fronti, ne, se pravi, izpostavljen, mogoče pilot, kirurg, to so bile moje želje. Mogoče pa vseeno tam ni bilo dovolj ustvarjalnosti, da me neka skrita sila odpeljala do sem, kjer sem zdaj. In si nikoli nisem mislil, da bi kaj drugega počel, ker je to življenje, ki imam, s tem, kaj lahko počnem in koga spoznavam, in je res čudovito na način, da je tako nepredvidljivo in ne konstantno, ne. Sploh pri mojih letih, zdaj bom čez par let, bom že 50 star, ne, se mi zdi, da je mogoče to celo gonilo, ker se treba skozi malo boriti za razmišljati, kaj glava razmišlja in potem kaj lahko ustvarjaš, in ne bi zamenil. Pa je veliko slabih stvari zraven in ogromno slabših je, ko poslušam ljudi, ki počnejo karkoli drugega. Tako da sem kar vesel, da me to samo napeljalo. Nisem se samo odločil, tako je prišlo iz hobija in hobi ostaja. Ja, ampak se mi zdi, da je pač ful tukaj tudi ena globoka zgodba zadaj, zaradi tega, ker umetnost, če se lahko uveljaviš kot umetnik, v bistvu je neke vrste osvobajanje. Ne? Se mi zdi, da res skozi umetnost, skozi tekste, skozi glasbo, pa sploh, če se združimo, ne? In melodijo in tekst in vse, kar je pri Siddharti vedno bilo ful močno, ti tvoji teksti pač imajo vedno nek naboj. In je to za tebe tudi neko osvobajanje skozi vse te ups and downs in težke momente, ali je pri tebi bolj spontano gre z tebe? Je, čeprav moram biti zelo iskren, da živimo v obdobju, kjer prav težkih trenutkov nasplošno kot narod ne doživljamo. Ne? Živim v nekem zelo lepem obdobju, kjer nimamo nekih vojn, blaznih zamer, nekih čudnih nepredvidljivosti, tako da jaz sem res lepo otroštvo vse do zdaj. No. Je pa res to, da sem zelo čustven človek in me mogoče kakšne manjše stvari bolj prizadenejo kot nekoga drugega, ki je vajen bolj
zahtevnih ali pa težkih nalog, ali pa ne vem, da ga je življenje bolj prizadelo. Jaz ne vem, kaj je bolj temno in kaj je bolj svetlo. Jaz vem, da človeka prizadene neka stvar. Eni grejo lahko hitro čez, jaz sem zelo tak čustveno dovzeten in ne morem. Tudi če so majhni čustveni premiki ali pa, jaz ne vem, Začutiš. teme in svetlobe, ja. Me zadane, prizadane in tudi v bistvu me dvigne. Tako da zaradi tega, ker živim v tem obdobju, kjer je osnovna stvar preživetja nam položena, se pravi, se ne borimo toliko za to, sem lahko ustvaril domišljijo, kaj bi lahko bilo in česa ne bi smelo biti. In zaradi tega je tudi veliko tekstov in komadov narejenih domišljijsko, ki pa seveda sovpadajo z mojim čutvenjem. Z nekimi realnimi momenti. Ja. Ker si oče, kaj je tisto, kar se ti zdi najpomembnejše, da predaš svojim otrokom za življenje? Ja. Jaz vem, kaj jim ponujam. Varnost. Ne? Ljubezen še pred tem, seveda. Kaj jim pa lahko predam, je pa neko... To so novi ljudje, nikoli se ti ljudje še niso pojavili na tem svetu in bi jim rad povedal, da sta zelo, zelo edinstvena. Ni bilo še moja hčer in mojega sina na tem svetu. In da lahko ostaneta samo svoja. In da si lahko drzneta in upata narediti vse, kar si pravzaprav želita. Če si bomo vzeli to predrzno, bom stal za njima, če si jim bo zdelo to drzno, absolutno. Če se jima bo zdelo to nevarno, bom jaz tam, ki bom poskrbel za njuno varnost in ne sem, da čakam, že zdaj se učim od njiju, ker sta res nova. To, kot so mi dva in jih nočem usmeriti v nič. Rad bi poslušal njuno mnenje, ker mogoče jaz svoje mnenje spremenil na bolje. Predvsem pa, ker se spomnim, ker sem bil jaz majhen, zakaj me noben ne upošteva. Mislim, majhen mlad. Zakaj me noben ne upošteva, pa se mi zdi, da sem imel veliko boljše ideje, kot jih imam zdaj. Torej, poiščite svojo edinstvenost in jo cenite. Tomi, hvala ti za danes in hvala vam, da ste bili z nami. Čau. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.